Vaša ocena stanja v Mariboru? Maribor deli usodo razmer v Sloveniji, časi so pa težki, neprijazni. Res, da so lahko razlike od podjetja do podjetja, ampak tudi Maribor ne izstopa iz zaskrbljenosti nad predlogi, ki prihajajo s strani vlade na pokojninskem področju. Vemo, da vlada predlaga, da bi morali vsi delati do 65. leta, ne glede na delovno dobo, da bi si pridobili pravico do polne pokojnine. To je izrazito nehumano, nepravičen pogoj za večino delavk in delavcev iz gospodarstva, industrije. Mi pričakujemo, da vlada to umakne. Za nas bi zadostovalo, da tisti, ki dela 40 let, ima pravice do polne pokojnine oziroma ženske 38 let. Potem seveda mi odločno nasprotujemo predlogom, da bi izenačili oziroma poslabšali pogoje za upokojevanje ženskam. To je izrazito nehumano, nekorektno in proti temu smo. In seveda mi zahtevamo tudi dvig najnižjih plač. Tudi v Mariboru so razmere tukaj težke in je premnogo delavk in delavcev, ki prejema nizko plače, tik nad minimalno ali pa minimalno plačo, in sedaj so pravi časi, prav časi krize, da pride do premika v prid delavskim plačam. Vi ste malo pozni. Ne, nič pozni, nikoli ni prepozno tudi, veste. Mi smo že lansko leto imeli velike delavske demonstracije, če se spomnite, 70.000 delavk in delavcev je demonstriralo, imeli smo tudi splošno stavko. To gre za permanentni boj, zahteve po dvigu. In sedanje razmere v bistvu to zahtevajo dvig teh najnižjih delavskih plač. Kaj pa primerjava med Ljubljano in Mariborom? Mogoče je Ljubljana nekoliko privilegirana, ker je tam dosti teh državnih inštitucij, uprave, ki vsaj z grožnjami po odpuščanju jim je prizanešeno. Toda tudi v Ljubljani so podjetja, je gospodarstvo, ker delavci in delavke prejemajo nizke plače, je težko. Tako da tukaj ne bi rad delil mesta po problematiki. Povsod so delavci in delavke z nizkimi plačami, prenizkimi, in sedaj, kot rečeno, je čas, da bi se te plače dvignile. Kakšen pa je končni cilj demonstracije napovedane za prihodnji mesec? Končni cilj je, da država umakne tiste predloge izhodišč, ki so izrazito protidelavsko naravnani. Se nam zdi, da so sindikati naredili dovolj? No, nikoli ne naredimo dovolj, mislim, ampak mi se praktično vsako leto borimo za dvig minimalne plače. Do tega dviga res da tudi prihaja, ampak glede na razmere nesporno so ti dvigi prenizki. In za tega je zdaj dodatni pritisk, zdaj v krizi, natanko tako, kajti perspektiva, da se bi to spremenilo samo po sebi, ni. Če ne bomo sindikati odigrali svoje vloge s tem pritiskom, nihče ne bo delavcem podaril višjih plač. Tega v Sloveniji ni.